Izvoli, Aleksandar, prosim. Se pravi, če bi rekel, ne, da se bo prav, mislim, že prej bilo rečeno, kako se bi zadeve razvijale naprej. Če bi rekel integracija, prav kaj dosti nisem povedal. Ne. O tem se govori že veliko časa, v bistvu moramo vedeti, kaj integracija pomeni. Končno integracijo multimedijev v Sloveniji tudi zakonodaja prepoveduje. Ne. Ampak te integracije se gremo vsi bolj ali manj. Multimedijska integracija pri medijih. Ne. Tisk bo še nekaj časa, predvsej močan medij, nimam nikakršnih aluzij, da bodo tudi taki inovativni prijemi, kot je recimo žurnal 24, kakršnokoli strukturo na vlastnem trgu v smislu, koliko bo pripadlo tiskov spremenili. Mislim, da bomo v bistvu založniki morali po drugi poti, da bomo verjetno tisk v Sloveniji še malo bolj integrirali in ga naredili malo bolj učinkovitega. To je tisto, kar ostane. Kar se pa tiče pri blagovnih znamkah, ne, mi imamo to srečo, da se našemu osnovnemu produktu reče ravno tako kot firmi. Se pravi, da imamo tudi nek halo efekt tukaj, ampak tukaj se jasno ve, kaj je treba z blagovno znamko. Se pravi, izboljšati kvaliteto izdelka, se pravi novinarskega izdelka, to pomeni boljši novinarji, boljši uredniki, boljše vsebine, to je treba skomunicirati in zadeva je narejena. Hvala. Prosim, kar gremo pa potem, vas tam nekaj. V bistvu delo je trenutno nastopa s 13 blagovnimi znamkami. Prednost naša je zagotovo, da so to uveljavljena pa prepoznavna imena. Je pa tako mogoče, da bom vedela, mi se na te spremembe v hiši zelo dobro pripravljamo. Mogoče že dosti pomljivo, da z mojim prihodom je tudi razvoj šel v področje marketinga, ki prej sta bila ločena. Ne? Se pravi, ta integracija ne gre samo na nekem uredniškem delu, kjer bi tudi iskali neke sinergije, pa mogoče zmanjševali stroške, ampak gre v bistvu res za nek celovit pristop in potrebe trga. Mi se moramo odzvati na potrebe trga in tudi pripravljamo, ko pravite spremembe. Začeli ste z negativnimi spremembami, ki smo jih v hiši vedeli. Ne, jaz sem razumela, da poslovno so sigurno pozitivne, da se jih ne bilo. Ne, ampak v bistvu se ves čas pripravljamo tudi nove produkte in tudi jaz vem, da je naša največja moč marketinška v tem, da smo sposobni tudi novih medijskih inovacij in jaz mislim, da brez tega ne bo šlo. Hvala. Marko? Ja, jaz bi povedal samo to, da pač večer bo pač še naprej vztrajal v tej svoji neki drži inovatorja, kot smo vedno bili, če se spomnimo, smo imeli prvi rumeni tednik na Balkanu, to je bil kaj, zdaj smo ga žal zamudili pač prehod na dnevnik, bila že bi imeli novice, ne, delo. Potem recimo prvi smo uvedli dobro in delujočo blogersko platformo, integrirano v novičarski portal. Prvi smo lansirali oziroma spletno založbo, to ne pomeni, da knjige prodajamo online, ampak da kupiš knjigo v elektronski obliki in se vložiš na reader, to je naša Rosica, ki funkcionira zdaj že 2 leti, skoraj 1 leto, pa tako pač javna. Prvi smo bili tudi na svetu, pač kot že rečeno, z trenutno vključujočim projektom Blogorola. Tudi za naprej pač imamo še precej držnih vizij, tako da se nekako ne bojimo za prihodnost. Kot neko tako pač osebno tezo za zaključek bi pa dodal to. Ko sem zdaj se pripravljal to okroglo mizo, pač že te sprejemam ta trg in včasih sem bil velik vernik in zagovornik brezplačnikov, še zdaj smo neke mere, ampak dogodki zadnjega leta in pa to, ker se zdaj pač spričal krize, bo še zgodilo, sem pa napeljal na eno tezo, ki pa zdaj samo dajem v presojo in to je to, ali niso mogoče brezplačniki samo fenomen, ki je pač povezan z poceni denarjem. To pomeni zadnjih 15 let, pač ko se je ta balon finančni začel napihovati počas, vsi vemo pač etimologijo te zgodbe, je bilo pač enostavno tudi sredstvo za oglaševanje veliko in se jih bo treba pač nekam plasirati in so potem lahko tudi brezplačniki uspevati. Zdaj se pravi, čez 1 leto bomo pa videli, kakšno je bilo moje vprašanje. Zdaj, če bo večina tega šlo rakom žvižgati, potem tudi to.
sicer pa mogoče ima Goran prav hvala. Hvala, imamo še Suzana. Mi smo se nekako na to recesijo navajali zelo pestro že v preteklem letu, ravno zaradi tega, ker smo finančni miri. In nekako smo se odločili v letošnjem letu, da gremo v prenovo. Bomo medij kapital prenovili vsebinsko in oblikovno. Oblikovno zaradi tega, ker želimo malo bolj biti vizualno lepši in privlačnejši in trendovski, biti v korak s časom, vsebinsko. Predvsem bomo razširili koncept in malo več, dejansko bomo ločili vsebine na upravljanje poslovnih financ in upravljanje osebnih financ. In seveda neka dinamika znotraj tega. Seveda vidimo priložnost oziroma determinirani smo s tem trgom, da moramo nekako se boriti za večji doseg in to prihaja tudi naša želja, da bi naredili brezplačnik, poslovni brezplačnik, vendar ne tako redno, da bi izhajali te stare. In seveda bomo producirali še neke elektronske oblike za večji doseg. Eden od zelo resnih projektov, ki ga načrtujemo že za prvo polovico leta, je ocenjeni skladi na internetu. Vsak mesec, torej boste na naši spletni strani videli, kateri skladi so dobro ocenjeni, kateri slabše, oziroma v poplavi teh navalov oziroma tega trade porta, ki nekako ljudje za svoj račun v popoldanskem času investirajo oziroma si igrajo za nekimi svojimi presežki. Želimo nekako poudariti ravno in skozi sejem kapital in skozi revijo, da s financami se ne gre igrati, ampak da je največja investicija v znanje in da je treba začeti kreirati na dolgi rok finančne presežke in da se treba naučiti in na nek način pomeni možno. Hvala. Pa še prosim Goran. Začel prvi, končal zadnji. Po mojem mnenju je zgodba, ki se dogaja na slovenskem trgu približno takšna, kot tukaj verjamo. Po mojem ne bodo propada neplačljivi časopisi, po mojem ne bodo propadli tudi brezplačniki. Seveda bodo brezplačniki zelo različni, kot so plačljivi časopisi zelo različni. Bojim se edino zadeve, da so še vedno pogosto v segmentu tiskanih medijev imamo diskusijo o tem brezplačniki plačljiv. V bistvu pa brezplačniki so orodje tekmovanja celotnega tiska naprem drugim medijem, tako televizijam, kot radijskim postajam, kot tudi online. V kakšnem kontekstu? Seveda, ker tisk kot celoten segment pridobiva pozornost bralcev. To je tisto, kar smo pregledali. Bistvo je bralcev, da ne govorimo o pomlajevanju pod bralcev, ker je bistveno boljše za tisk kot celoten. Tako da mislim, da bodo tako plačljivi kot brezplačniki živeli drugim. Seveda v določenem poslovnem modelu, kako že bo odvisno od trga do trga, to je seveda zelo odvisno od trga do trga. Drug pomemben segment, ki se po mojem dogajajo, predvsem relacija med tiskom ali brezplačnim ali pa plačnikom in pa multimedijsko organizirano slovenskih hiš. Tukaj mislim, da smo v odnosu do portalov že v Sloveniji prišli iz nekega mišljenja, da je najprej treba braniti tisk, pa potem dati vse ostalo na portal. Da smo nekje na mišljenje, po mojem, tako čez prst oceno, da smo nekje na, portal mora biti hiter, tisk mora pa imeti ekskluzivne informacije, nekaj več kot portal. Mislim, da je pa samo vprašanje časa, ko boste portal in tisk med sabo tekmovala za ekskluzivne zgodbe. In to se deloma že dogaja in samo pri nas to pravzaprav gojimo. Na eni strani sodelovanje, tam gre za hitrost informacije, na drugi strani pa tekmovanje med obema, ko gre za ekskluzivne zgodbe. In mislim, da je samo to ključno zgodba, da na koncu v primerjavi z drugimi tekmi, da tam uspeš. Lepa, hvala.